Nocoj kaj dogaja, gostimo primorskega rockerja, frontmana zasedbe, ki že desetletja odmeva iz vaših zvočnikov. Z nami je Gorazd Sedma. Goga, pozdravljen, živjo. Lep pozdrav v Ljubljani. Dober večer. Živjo. Zmeljku veljate za en zabavljaški bend, ki ga poslušamo takrat, ko smo dobre volje, ampak je vaša glasba res samo pozitivna? Ne, v resnici smo zelo angažiran bend in poskušamo naše angažirano delovanje malo zapakirati v prijetno poslušanje, ker drugače bi hitro vsi obrnili in ne bi slišali sporočila, ki je zelo globoko. Ok, tako da ta paket je točno premišljen. Tako preračunljiv, kot se le da. Kaj pa videospoti? Niso čisto klasični? Ne, niso čisto klasični, še posebej tisti, katerih se lotevamo sami, kjer sproti menjujemo vloge, kdo je režiser, igralec, snemalec, scenarist in kamerman. Takrat znajo priti precej eksotične stvari ven, ampak do zdaj se je izkazalo, da gre skozi tudi to. Se prav posnamete videospote in naredite vse sami? Ne vedno. Takrat, ko tega ne naredimo sami, moramo dosti plačati, tako da se lotevamo potem skoraj tako, pol-polno, bi rekel. Nekaj naredimo sami, nekaj delegiramo tistim, ki res znajo. A pa recimo obstaja kakšna skupina v tujini ali pa ljudje, ki so vam inspiracija, v navdih? Pa niti ne. V bistvu mi poskušamo biti primer slabe prakse za druge bende. Tako da pogledajo, kako mi delamo in če bojo delali vse nasprotno od nas, zna bi, da bojo uspeli. Vidim, da imaš tudi nekaj te pedagoške žilce, ker si tudi izredni profesor, poleg tega, da si frontman in kitarist. Imaš kaj prednosti pri študentih zaradi svoje glasbene kariere? Niti ne, v resnici tam se tako resnega, da noben ne verjame, da sem ista oseba. Ok, torej sta zelo ločena, Goga glasbenik in Goga profesor. Fascinantno mi pa je, da ne pojavljate se toliko v medijih. Ampak koncerte imate vedno polne. Kako to? Imate eno tako garant volilno bazo, če lahko. Ne, v bistvu smo taki altruisti, da se zavedamo svoje lepote in pustimo tudi drugim malo, da prosperirajo na sceni, ker če bi se mi še rinili v medije, potem pa bi res bila scena prazna razen nas. Preveč bi prevzeli, ja. Treba je malo raznolikosti za raznolikost. Na sceni ste že več kot 30 let, a se je pri ustvarjanju kaj spremenilo? Ustvarjate isto, kot ste na začetku, ali se je... Prav dosti se ni spremenilo zaradi tega, ker v resnici smo že štartali s tem, da nismo imeli jasnega cilja, kaj šele metodologije ustvarjanja in to vedno znova pilimo, pozabimo, pa skrenemo v kakšno slepo ulico. Tako da po tisti nekako paradigmi, dokler ne priješ na cilj, si v gibanju in je to tista pot, ki te nekako smišljuje, bomo še dolgo delovali, pač ko je ena popipsana muha. Kvaliteta ostaja, ne popuščate. Kaj pa 2 leti nazaj, meni da ste imeli neko poslovilno turnejo po Sloveniji, zakaj? Za vsak slučaj, če slučajno konc sveta, če bi se skregali med sabo? Gledal sem tisto oddajo, kjer so omenili, da so premaknili kazalec ure, ki označuje konc sveta, še malo bliže polnoči, ali poldnevu, se ne točno polnoči, mislim, da je. In smo rekli, zdaj pa je zadnji čas, da se dostojno poslovimo, ker enkrat, ko bo počlo, ne bo časa za slovo, tako da smo se, mislim, da dostojno poslovili in zdaj pač, ker smo imeli srečo, oziroma smo bili morda preveč črnogledi in je svet še vedno na nogah, še malo brcamo. In se vračate spet na odre, ker obeta se neko novo sodelovanje. Tako, zdaj imamo konc marca, štartamo v Portorožu, potem pa še v Mariboru in Ljubljani imamo turnejo Revolucija 3.0, ne nas jebat, skupaj z MEF-om in NOB. To bo tašna, dajmo reči, gledališko-kulturniška ekspedicija, kjer bomo probali najti ten pravi format revolucije, ki bo rešil svet. Ok, od konca sveta do tega, da rešimo svet. Vse sem rekel, popipsena muha varianta. 30 let že delate, imate še kakšen cilj, imate kakšen izziv pred sabo? Razen rešiti svet. Najti cilj bi bil kar dober cilj. In to je izziv, pač najti cilj. Kaj pa bi ga mogoče lahko ta cilj iskal na mali terasi, ker ne vem, v teh 30 letih jaz se ne spomnim. To je pa odlična ideja, Alenka. A misliš, da bi šlo? Užaljen bi bil, če ne bi smel. Res, no, pa predlagam, da se gresta pripraviti, da malo spilta besedilo, pa da bo res angažiran. Gorazd, najlepša hvala. Velja, prosim. Obisk v studiu, s čim več ustvarjalne energije, dobrih odštekanih besedil in super glasbe. Gremo se pripraviti na malo teraso. Ajde.